Lepo pozdravljeni v moji družbi. Z vami sem Teja in za vas berem energije s pomočjo tarot kart. Preden začnemo, vas lepo prosim, da si spodaj v opisu videa preberete vse informacije, ki jih morate vedeti v zvezi z mojimi vpogledi, in potem lahko začnemo. Danes si bomo situacijo ogledali iz perspektive ovna. Tej vpogledi so namenjeni vsem, ne samo ovnom, pogovarjali pa se bomo o eni priložnosti, ki prihaja proti nam. Zdaj, ta priložnost, jaz mislim, da tako kot vidimo v kartah, je bila nekako že ves čas nekje v naši bližini. Ampak je zaradi takih in drugačnih razlogov nismo videli ali pa mogoče nismo opazili. Pri nekaterih lahko tudi pomeni, da je ta priložnost prihajala počasi, nekako smo slutili, da prihaja, ampak pač je kar ni bilo, kar se ni nič dogajalo. In zdaj imamo tukaj jaz sem karte že pomešala in pol, ko jih pomešam, jaz vedno pogledam spodaj, da vidim, o čem se bomo danes sploh pogovarjali. In to je v bistvu ta vitez kelihov. Se pravi, nekdo prihaja z neko ponudbo, lahko tudi neko opravičilo, lahko je to neko povabilo, skratka nekaj, kar je čustveno. Čustveno v smislu, da je nekaj, kar nekdo prinese, zato ker v bistvu, ker je bolj iz čustvenega vidika nekako. Zdaj, lahko je to nekaj romantičnega, lahko je tudi nekaj poslovnega, ampak gre za neko stvar, recimo nekdo, ki pride do tebe z neko poslovno idejo, ampak je v bistvu nekako čustveno navezana. Torej, to osebo ta ideja osrečuje ali pa jo osrečuje misel, da bi ti sodeloval s to osebo in da bi skupaj recimo poslovno tukaj se nekaj dogajalo. Lahko pa tudi seveda romantično, torej gre za neko romantično povabilo, lahko je to recimo povabilo na zmenek, lahko je pač karkoli, ne, pri vsakemu bo to malček drugače. Zdaj, tisti, ki ste nekako že slutili, da ta oseba prihaja, ste nekako v bistvu mogoče čakali, da pride na pravi način, mogoče niste silili v njo, nekako je bilo vse, tukaj vidim ful take romantične energije, ful je tako vse nekako, kot nekako domišljavo, fantazijsko. In mogoče ste recimo slutili, da nekdo prihaja, ampak po drugi strani ste dvomili v to, da bo ta oseba res prišla, da bo ta oseba res ponudila. Lahko gre tudi za nekaj, kar je nekoč obljubljala in pol ste čakali in čakali, da ta oseba končno pride s to obljubo, ki jo je enkrat recimo nekako vam dala ali pa kaj takega. In ta karta v bistvu predstavlja vas, ovne. Ovni so taki, v bistvu to je ognjevito znamenje, in nekako tukaj vidim tako, da v bistvu ta oseba prihaja k vam. Je pa takole, ne. Zdaj spodaj imamo tukaj cesarja. In tukaj jaz tako rada povezujem karte, kot jih vidim, kot vidim slike, in tukaj recimo tale vitez ima modro obleko in tukaj ima cesar modro obleko. Se pravi, ta oseba prihaja in bo prišla v bistvu dosti močnejša, kot pričakujete. Zdaj recimo v preteklosti je mogoče ta oseba bila celo tako preveč ponižna, je nekako prosjačila, nekako se je spustila na kolena in prosila za pač za neko ponudbo, in tukaj je lahko bila tudi zavrnitev iz tvoje oziroma vaše strani. Se pravi, da je v preteklosti ta oseba že prišla, ampak njena ponudba je bila taka domišljava, taka, vse skupaj ni bilo nič konkretnega, in vi kot neko tako ognjevito znamenje, zdaj tudi če niste ovni, ste verjetno v odnosu s to osebo, delujete bolj ognjevito, delujete zelo samozavestno. In ta oseba je zdaj pripravljena in bo prišla zelo močno, zelo intenzivno. Kot vidim tukaj, v preteklosti je verjetno že prišla k vam, ampak kot sem rekla, ne, ta ponudba je bila bolj taka, nekako ste začutili, da ni dovolj dobra, da si zaslužite mogoče več, da si zaslužite nekaj bolj konkretnega. In zaradi tega je bilo v vas verjetno zelo veliko konfliktov. Ker nekako en del vas je recimo hotel, da sprejmete to ponudbo v preteklosti, drugi del vas pa ni hotel, ker je bila nekako preveč šibka, ni bila dovolj močna. Ampak kot je videti, ta oseba prihaja zelo intenzivno. In v današnji napovedi smo imeli, evo, tukaj pa imamo še v bistvu, ne, kako je prej prihajala in zdaj pride intenzivno, se pravi dvojna moč, dvakrat močnejša. Da vidimo, kaj imamo še tukaj. Ja, in tle pa imamo v bistvu paža palic in recimo zdaj, ko imamo tlele to rdečo obleko, ne, pri tebi, in tukaj imamo rdečo obleko in zdaj v bistvu ta pride
tako močno, da se boste vi počutili v bistvu šibko. Evo, in tukaj imamo še v bistvu narisanega ovna, kar je v bistvu nek dokaz, da se pogovarjamo, v bistvu, da nekako pravilno interpretiramo karte. Dajmo zdaj kar začeti z vpogledom. Aha, evo. Zdaj pa imamo tole osebo v modri obleki, ki pa pride z neko konkretno ponudbo, z neko veliko ponudbo. In danes smo imeli v dnevni napovedi odločitve. Se pravi, napisala sem o tem, kako bomo prišli do nekega zaključka, da smo v preteklosti sprejeli slabe odločitve. In to nas v bistvu lahko na nek način postavi v nek podrejen položaj. Ja, tukaj bomo, marsikdo bo tukaj v bistvu zaradi te osebe, ki bo prišla zelo močno, zelo intenzivno, zelo pristno, recimo v preteklosti, če se ta oseba že pojavlja v tvojem življenju, kot sem rekla, je bila zelo taka, ponudba je bila zelo taka nestabilna, nekako nesigurna. In to ti je v bistvu tebi dalo moč, ne, moč nad to osebo, ampak ta oseba se je zdaj v ozadju nekako pripravljala, spreminjala, rasla je, tudi energije v bistvu imamo take, da vse nas spodbujajo k rasti. In v bistvu ta prihod te osebe ti bo dal občutek, da si mogoče v preteklosti naredil napako že zaradi tega, ker si neko izkušnjo oziroma to ponudbo, ki jo ta oseba v preteklosti prinesla, da si jo mogoče sploh zavrnil oziroma zavrnila. In to bo v nas oziroma v tebi povzročalo dosti konfliktov in v bistvu tle so neke spletke, ta punca tukaj je ful nekako žalostna, tukaj ima prijateljice, ki šepetajo na uho, to zdaj gre lahko za v bistvu, da so ti neki drugi ljudje govorili, ne sprejete ponudbe, ali pa pusti to osebo, ali pa karkoli, lahko pa tudi pomeni, da v bistvu zdaj, ko bo ta oseba prišla tako močno, bo to je lahko znotraj tebe ta konflikt, lahko pa ti bodo drugi ljudje govorili, ne sprejmite ponudbe, bomo videli, dajmo pogledati, kaj naprej naslednja karta. Karta Svet. Ja, definitivno bo ta prihod te osebe zaključil nek cikel. Zaključil cikel, ampak v bistvu v dobro smer. Wow. Ja, v dobro smer, poglej to. Zdaj, če imamo tukaj v bistvu tole punco, ki je vsa žalostna in tukaj nekdo govori na uho, v bistvu pa se tle zaključi cikel in ta punca dobi svojo moč, ne. Zdaj, ker tle imamo to punco v beli obleki, tukaj imamo v beli obleki, ampak tukaj je sama in je nekako popolnoma samozavestna, in recimo tukaj je tudi v kleti, kar nekako nakazuje, ne, če primerjamo zdaj s to sliko, ki je zunaj, ne, nekje zunaj, pod nekim obokom, tukaj pa je ona notri nekje v kleti. In tukaj je videti, da v bistvu bo ta izkušnja ti dala to neko moč, ja, moč v bistvu, da premagaš, da nekako tudi sebe postaviš v neko ravnovesje. Zanimivo. Ne vem, zakaj imam občutek, kot da sem to malček zmedeno povedala. Evo, in tle imamo v bistvu še en dokaz, da ta oseba prihaja, ne, in poglej, kako stoji na tej barki. Popolnoma samozavestno, tu so valovi in ta boga barčica tle je taka, da izgleda, kot da se bo glih vsak čas prevrnila, ampak ta oseba je tako zdaj samozavestna, tako odločna, da v bistvu je ne motijo te valovi, ona je popolnoma prepričana in sigurna vase. Zelo zanimivo. Torej, tukaj kot osrednjo karto imamo karto Svet in ta karta nekako se navezuje na obe osebi. Se pravi, tukaj si ti na tej strani, tukaj ta oseba. In v bistvu je videti, da bo ta oseba prišla na tvoj nivo. Ker so tukaj, če pogledamo na tej karti, sta ti dve osebi nekako povezani v eno. Se pravi, ena oseba, ki je nekako ženska in moški v enem telesu. In to nakazuje za neko ravnovesje. Zdaj tako, ta prihod osebe te bo lahko na začetku malček iztiril, malček te bo šokiral, ker to bo nekaj nepričakovanega, sploh zato, če je v preteklosti ta oseba prihajala z nekimi ponudbami, ki so bile bolj take nestabilne, nesigurne, te bo v bistvu ta njen zelo odločen in zelo tak samozavesten pristop te bo mogoče na začetku malček spravil iztirati, bo dal neke dvome. Ampak kot vidim tukaj, kot vidim na tvoji strani,
tukaj imamo karto kočijo, ki je v bistvu ta konj, ta dva konja, črn konj recimo predstavlja neke, črn konj je recimo naš ego, ne, tisti naši strahovi, naši dvomi. Bel konj predstavlja našo dušo. In tukaj se v bistvu vidi, kot da boš ti kot oseba dobil ali pa dobila neko moč, da boš te energije obvladovala. Ker tukaj vsaka energija sili v svojo stran, ne? In pri egotu imamo ponavadi ta problem, da kadar naša duša nekaj hoče, nas ego vedno tukaj ustavlja, ne? In tukaj potem ponavadi je tako, da zmaga črni konj, ne? In gremo v bistvu v napačno smer. Ampak tukaj je videti, da ta oseba ima pod kontrolo vse in v bistvu uravnava energijo ega in uravnava energijo duše. To pomeni, da kadar ti duša nekaj reče in tvoj ego potem začne z raznimi strahovi, kot v smislu, ne, to ni v redu, ta oseba ima neke skrite načrte, ta oseba me bo ziher nekako, lahko mi zabode nož v hrbet ali ne vem karkoli. Tukaj je videti, da boš to nekako znal oziroma znala obvladovati, da boš pristopil ali pa pristopila do te osebe na tak način, da se ne boš umaknila zdaj, da ne bo te strah preveč odmaknil od te osebe, hkrati hkrati boš pazljiv oziroma pazljiva, da boš imel tisti občutek, tisti sorazmerni občutek, kaj narediti, kaj točno, kako se obrniti. In videti je neko lepo združitev, konec nekega ciklusa, se pravi, konec te neke zmede, konec te nekih dvomov, čakanja. Tukaj je zelo možno, da je šlo za čakanje v preteklosti. Zelo zanimivo. Ok, dajmo zdaj obrniti karte in poglejmo naprej. Dajmo pogledati, zakaj je tukaj karta svet. Petica palic. Ok, zdaj, ja. Kot sem rekla, ne, ta oseba bo prišla zelo intenzivno in to bo v bistvu lahko povzročilo neke konflikte. Če pogledaš ta zmaj, v bistvu pride z neko, tukaj nosi v roki neko, v bistvu tega mrtvega ovna, ki smo ga imeli prej. Na nek način boš lahko dobil ali pa dobila občutek, da je ta oseba ti nekaj vzela. Da ti je vzela moč, da ti je vzela v bistvu pač ves ta čas, ko si to osebo čakal oziroma čakala, nekako si imela to moč v sebi. In zdaj, ko ta oseba pride, se bo zdelo, lahko dobiš občutek, da ti je ta oseba vzela neko tvojo moč, da je v bistvu nekako te nadvladala in to lahko v tebi povzroči te konflikte. Dajmo pogledati potem, ker tukaj imamo visoko svečenico, dajmo pogledati, zakaj je tukaj visoka svečenica in kako bo to vplivalo na te. Aha, hudič. Ja. Tukaj je v bistvu, to je to, kar sem prej govorila pri tej karti, ne. Ko te v bistvu ego pol premaga in v bistvu slediš potem egu, se podrediš strahovom svojega ega. In tukaj je videti, da v bistvu ta prihod te osebe in ta zelo intenzivni prihod ti bo nekako dal zavedanje, kaj te v bistvu v preteklosti omejevalo. Začeli se bomo zavedati, da v bistvu ta konj tukaj, da nas je odmikal proč od prave poti. In to bo v bistvu nekako nam pomagalo pri vsem tem konfliktu, ker bomo spoznali lastne napake. Zelo možno je tudi, da pri nekaterih, ker če pogledamo to karto, je ta hudič ima v bistvu tle moškega in žensko, ne, nekako jih on kontrolira. Se pravi, kot da je neka višja sila mogoče bila v preteklosti, ki je nekako kontrolirala te dve osebe. To je bila nekako, to se zdi kot neka igra, kot da je bila neka igra s hudičem. Ampak hudič, kaj je tukaj mišljeno kot hudič? Hudič so vsi te neki dvomi. Se pravi, lahko da so na obeh straneh bile v bistvu je bila na obeh straneh ta hudičeva energija. Hudičeva energija je povezana z našim egotom. Se pravi, lahko da je ta oseba prihajala z prenizko ponudbo, preveč švoh ponudbo za to, ker je tudi ona recimo imela to hudičevo energijo v smislu, da je dvomila vase. In pri tebi pa je v bistvu ta hudičeva energija ti dajala neko lažno moč. In zdaj ta oseba se bo začela zavedati oziroma bo dojela, bo dojela v bistvu, da ima večjo moč, kot je v resnici mislila. Zato si lahko tudi ti v bistvu, ne, katerakoli stran je lahko tvoja. Se pravi, ta oseba bo dojela, da je v bistvu, da ima dosti večjo moč, na drugi strani pa ta oseba bo dojela, da je mogoče imela včasih
preveč moči, preveč namišljene moči. In zdaj s tem, ko ta oseba dobi tisto pravo moč, tisto duševno moč, tisto moč, ko ti da samozavest, pristopi do tebe na tak način, da imaš ti občutek manj vrednosti in to povzroči v bistvu konflikte. Ampak takoj, ko se ti tega zavedaš, da v bistvu ta oseba, jaz mislim, da ta oseba, bomo potem videli, kaj bo te karte povedale, ampak jaz mislim, da ta oseba tukaj nima nobenih slabih namenov, gre se bolj za to, da je v bistvu bila dinamika med to in to osebo v preteklosti porušena. In zdaj, ko ta oseba rata močna, ko ta oseba dobi samozavest in pride do te osebe, se tukaj potem v bistvu poruši ta namišljena moč te osebe in se počasi ustvari ravnovesje. Ampak da pride do tega ravnovesja, verjetno mora priti najprej do nekega konflikta. Zato, ker vsak konflikt se zgodi prav takrat, kadar so v bistvu, recimo, če so dve energije, tako ena je višje, ena je nižje, in potem, ko ta zraste, in recimo mogoče celo preraste to energijo in jo napade, je tukaj rata tak konflikt, ker je zmeda, ker je neka zmeda. In pol takoj, ko v bistvu ta konflikt razrešiš, to se lahko naredi s komunikacijo, se v bistvu ta zmeda nekako spet uravna. In tukaj se potem, ko se uravnajo te energije, se pravi, ko ta stran dojame, da je bila včasih premočna, da je bila preveč agresivna, da je bila mogoče da je bila preveč zahtevna do te osebe, in ko ta oseba ugotovi, da v bistvu ima dosti več moči kot ta oseba, ki je konstantno delala neke zahteve, takrat pride do nekega konflikta in potem, ko pride pogovor, ko pride do komunikacije, se potem te energije uravnajo in takrat lahko pride do te lepe združitve. Tako da tu je zelo možno, da ta oseba, če si to ti, da spoznaš v bistvu, kako je ta neka energija, se pravi, to je ta ego, egoistična energija, kako je v bistvu vplivala na to, da so se te dve osebe non-stop vrtele v krogu in nikakor, da niso prišli do nekega skupnega glasu, do neke skupne vibracije, do skupnega sodelovanja. Dajmo pogledati, kaj se potem tukaj obeta. Ja, in v bistvu prej smo imeli paža, paža palic, zdaj pa imamo tukaj viteza palic, kar je videti, da v bistvu glih to, ko se ti pogovoriš s to osebo in ko spoznaš, da je bila ta neka hudičeva energija nad tabo, da je ta hudičeva energija vplivala na v bistvu celotno to komunikacijo, na celotno dogajanje med to in to osebo, takrat dobiš tudi ti nazaj spet to moč. Se pravi, ko pride ta oseba, lahko da boš imel občutek, da neke manj vrednosti. Tak občutek, kot oprosti, nisem tako mislil, nisem vedel karkoli. Ampak potem, ko v bistvu se komunikacija uravnovesi, ko se ta energija uravna med vama, potem v bistvu ti dobiš moč. In tukaj imamo še eno tako zanimiv detajl. Imamo spet nek kozel pa lev, v bistvu sta spet nekako združena v eno žival, ampak tukaj je neka puščica. In to mi v bistvu govori, da bo v bistvu točno ta hudičeva energija uničena in pol ti dobiš svojo pravo moč. Zdaj ta vitez ima konja na krilih. Se pravi, to je kot nekako neka skoraj nadnaravna moč. In v bistvu je zaščiten, to mi sicer ni glih všeč, ker ponavadi s tem ščitom bomo videli, bomo pol še, ne vem, nekako mi padel ta ščit v oči in mi ni preveč všeč. Energetsko čutim, kot da bi bilo recimo kot neko lažna moč. In zdaj pač ja, na nek način je prav, da si zaščiten, da si zgradiš neke določene zidove. Ampak včasih, ker tukaj imam občutek, kot da si lahko zgradiš zidove, zato ker se bojiš, da bo te ta oseba v bistvu, kot sem prej rekla, da ti bo zabodla nož v hrbet. In kadar si ti zgradiš te zidove, v bistvu si preprečuješ, da bi dosegel nekaj večjega. Vsak zid, ki ga zgradiš med neko osebo, ti potem omogoča to pravo združitev. Tako da to bi bilo v bistvu zelo pomembno sporočilo tukaj, da kljub temu, da se ta oseba pojavi in kljub temu, da imaš mogoče še neke strahove notri v sebi, da je v bistvu ta oseba prišla samo z nekim lažno pretvezo, previdnost, ja, ne pravim, da ne biti zdaj previdni, ne pravim, da bodi opala. Evo, nekdo je pozvonil in jaz v bistvu vse, kar se dogaja med tem, ko delamo poglede, si vedno nekako energetsko razlagam, ker mi vedno da, malo sem zadihana, ker mi vedno da v bistvu nekako še neko
To so pač te energije, ne? In vsakič ti dobivaš znamenja v življenje. In recimo tukaj je nekdo pozvonil na moja vrata. Jaz sem kar malo zadihana, bi si mogla vzeti mogoče kakšno minuto, da se nazaj umirim. Ker sem tekla po stopnicah, ne, in v bistvu je rekla ta oseba, če lahko pridem nasproti. In je v bistvu glih to, ne, nekako zdaj s tem pogledom bom v bistvu že energetsko, jaz s tem, ko delam, že pri sebi razčiščujem določene energije in s tem, ko to delam, v bistvu na energetskem nivoju že zdaj pomagam drugim ljudem. In zdaj tisti, recimo zdaj ti, ko gledaš ta pogled, vse to na energetskem nivoju je že nekako prenešeno nate. Tukaj smo že v bistvu odpravili te energije, ampak zdaj, ko ti gledaš, bo tvoj ego to začel dojemati. Na duševnem nivoju je v bistvu to že vse razrešeno. Na nek način, s tem, ko jaz energetsko nekaj razčistim, v bistvu pomagam vsem ljudem na energetskem nivoju, če gledajo ta pogled ali ne. Tudi če ga jaz ne objavim, v bistvu že s tem energetsko spreminjam situacije. Ampak potem, kadar ti to pogledaš, v bistvu to dojame tudi tvoj ego in se potem drugače odzove. Ker v bistvu duša že vse ve. Duša že vse čuti, vsi smo med seboj vedno povezani. In zdaj recimo, če se ti z neko osebo pogovarjaš v mislih, se na duševnem nivoju, v 5. dimenziji, ti dejansko z njo pogovarjaš. Ampak potem ego je tisti, ki pa mora te vse informacije slišati. In zdaj, kako jih sliši, je to za vsakega drugače. Tisti, ki so ful povezani v 5. dimenziji, tisti, ki razumejo 5. dimenzijo in se znajdejo v njej in imajo povezavo med dušo in egotom, tisti v bistvu ne rabijo nekih zunanjih potrditev, ne rabijo nekih zunanjih dejavnikov, da jim v bistvu da jim razložijo, kaj se dogaja v 5. dimenziji. Če imaš ti to povezavo dobro vzpostavljeno, v bistvu prejemaš informacije že takoj, že sinhrono. Se pravi, zdaj nekdo, ki je v taki situaciji in je duševno povezan s 5. dimenzijo in celo mogoče z mano, te informacije že dobiva. Mogoče ne ve, da jih dobiva konkretno od mene, ampak se mu v življenju dogajajo določene stvari, situacije, recimo greš na sprehod in slišiš, slučajno ujameš nek pogovor ali pa kakšno besedo ali pa prebereš nekaj in to ti da v bistvu nekako ti pomaga prenesti te informacije. Tvojemu egotu da na nek način neko znamenje, nek simbol in dobi ta oseba neko idejo. Oziroma ti dobiš v bistvu to idejo potem. Tako da v bistvu že zdaj čutim nekako boljšo energijo iz te karte. Na nek način ni več tiste energije, ne čutim več kot nek bojevnik, kot da zgradiš zidove, ampak v bistvu zdaj čutim tu v tej karti energijo v smislu, ker je obrnjena tja, se pravi, ni obrnjena proti tej osebi figura, je obrnjena proti drugi osebi. Imam tukaj občutek, da energetsko, ko se ta oseba pojavi in se ta konflikt razreši, ti bo v bistvu dal ta konflikt s to osebo. Kot prvo ti bo dal to, da bo med tabo in to osebo prišlo do neke lepe izmenjave, do neke lepe združitve in v bistvu do tega, da bosta obe osebi na istem nivoju in hkrati ti bo dalo moč, da se v bistvu spopadaš z nekimi drugimi težavami, ki so nastale zaradi te vse situacije. Upam, da ima to nek smisel. V bistvu, da sem razložila to na tak način, da si znate lepo predstavljati. Ok. Dajmo zdaj pogledati to štirko kelihov. Kaj je ta štirka kelihov? Kaj se tle dogaja? Paž novcev. Zanimivo. Ne vem, zakaj se mi zdi, kot da v bistvu ne vem, nekako se mi zdi, kot da v bistvu zdaj je zelo možno, da ta oseba ne vem, pač to se zdaj zdi, mogoče marsikomu se bo to zdelo malček smešno in nerealno, ampak pač tako delujejo energije, jaz ne morem pomagati. Ampak dejansko se tako dogaja in v bistvu ta oseba zdaj, po vsem tem, kar smo predelali, je zelo možno, da v bistvu pride na dosti bolj zemeljski način. Prej, če se spomnimo, čisto na začetku, prva karta je bil paž kelihov.
In paži kelihov so v bistvu, paži nasplošno paži so otroci. To so ne v smislu otroci kot dobesedno otroci, ampak ljudje, ki pridejo z nekimi takimi neresničnimi ponudbami oziroma nekako v bistvu je nekaj majhnega, ni nekaj velikega. Gre za neko majhno opravičilo, se pravi, ni to neko opravičilo, recimo, da ti nekdo izpove vse tisto, razloži celo situacijo, da je to ne. Gre bolj za neko opravičilo, bolj kot samo oprosti, naredil sem napako, ne. In tukaj je v bistvu ta paž, zdaj razlika je v tem, da v bistvu bo prišel, mogoče ne bo zdaj spet prišel tako intenzivno, ampak bo prišel v bistvu samo z neko bolj trdno ponudbo, ker recimo kelihi, to je tisto, kar smo imeli na začetku, kelihi so čustveni, novci pa so nekaj materialističnega, se pravi, gre za neko materialistično ponudbo, to je nekaj konkretnega, to je lahko recimo, lahko je neka pogodba, lahko je v bistvu, recimo, če je za romantične odnose, ne vem, paži kelihov recimo, bi prišel v bistvu nekdo, ki bi te povabil na zmenek, ne. Kot paž novcev pa bi bilo recimo, da v bistvu pride na tak način, da v bistvu skoraj ne more, da ni vprašanje, recimo bi šla z mano na zmenek, ampak je v bistvu pripravil sem to, vabim te zraven na tak način. Ampak boš vedno to nekaj majhnega, tako da to lahko pol v bistvu še vedno v tebi ustvari te konflikte in nekako se sprašuješ, kaj je zdaj to, zdaj ta oseba izbrala neko drugačen pristop, nekako je, pač hoče me mogoče zmanipulirati in to so v bistvu te zidovi, ki si jih potem lahko tukaj ustvariš. Ampak zdaj, ko to gledamo in ko tu v bistvu že vidiš, da ta oseba ima v bistvu ful dobre namene in ta oseba ima res nekaj lepega zate, zato ne poslušati teh, zdaj, če so to neke prijateljice, prijatelji, ne jih poslušati, poslušaj sebe, ti imaš v sebi vedno vse odgovore, vedno. In v bistvu ti bo vsa ta izkušnja s to osebo pomagala, da tukaj premagaš, tako kot smo prej rekli, še neke druge situacije, mogoče z nekimi drugimi osebami, ker je bila podobna situacija kot to, samo da je bila pač v dosti nižji, dosti manjši intenziteti. Dajmo zdaj še pogledati, tukaj, kaj se potem lahko obeta. Svečenik, oziroma to je samotar, pardon. Joj. Jaz mislim, da ima ta oseba dosti večja ponudba je, kot jo bo pokazala. Ta oseba bo prišla, energetsko bo zelo močna, ponudila bo nekaj malega, ampak spodaj se skriva dosti več. In zdaj, v bistvu prej smo imeli tisto, ko sem rekla, ne, da bo občutek, da ti bo oseba zrela nož v hrbet, ne, in ta ima v bistvu neko koso tukaj. Ampak ta kosa, to je vse lažno, to so vse lažni, to je vse lažno, okej, lažno v smislu, da nekako ona bo prišla tako, ta oseba bo tako prišla do tebe, z neko majhno ponudbo. Ampak spodaj bo skrivala to. In to boš ti energetsko, boste čutili, da se za vsem tem skriva nekaj drugega, ampak tukaj ima koso, ne, in nekako bo to tisti občutek, kaj ta oseba v resnici hoče, ta me bo ziher, potem mi bo nož zarila v hrbet, ampak to je vse lažno, ona v bistvu skriva nekaj dosti boljšega. V bistvu dajmo še eno karto tukaj zraven tega samotarja, da preverimo, kaj v bistvu globoko v sebi skriva ta oseba. Evo, o moj bog, točno to. Se pravi, prej smo mi imeli kraljico palic na začetku, če se spomnite. Če se ne spomnite, predlagam, da še enkrat pogledate začetek. Kraljico palic in takrat sem rekla, da una oseba prihaja do kraljice palic, ki si ti. Se pravi, kraljica palic v pogledu predstavlja tebe. In ta oseba pod vso to masko, se pravi, ona pride z neko majhno ponudbo, energetsko lahko čutiš, da ta oseba skriva nekaj drugega v resnici, da je ta ponudba samo neka maska in da v resnici skriva nekaj drugega. In energetsko boste to čutili.
Se pravi, energetsko boš ti to čutil in ta kosa, ne, se pravi, seveda ne bo prišel človek s koso ali pa kaj takega, pač upam, da toliko razumete te stvari. Če ne razumete teh stvari, potem ne smete gledati tarot pogledov, ker pač tarot poglede si je treba jemati ilustrativno, ne dobesedno. To so vse energije in vse besede je pač treba nekako, te energije treba dati nekako v neke besede. In zdaj, če jaz rečem, da ti oseba zrije nož v hrbet, ne, zdaj pač jaz verjamem, da ste toliko pač, pač toliko pametni, da razumete, ne. Dobro, ok, pustimo stati. Pač, če ne razumeš teh stvari, te lepo prosim, da ne gledaš tarot pogledov. Skratka, nekako boš energetsko začutil, da ta oseba ima mogoče neke skrite namene, ki so slabi, ampak je v bistvu to samo lažna neka pretveza. To je v bistvu njena, tako kot imaš ti tukaj tale oklep, ali pa pač ta viteški oklep, tako ima pač ta oseba tole koso. Ona nima v bistvu nobene zaščite, tako kot recimo ti, ampak pač ima to koso, s tem se ona na nek način varuje in ščiti svojo energijo. In to je nekako lažna, energetsko boš začutila, da ta oseba mogoče nima lih pravih namenov, ampak ego ti bo pa rekel, da je to nekaj slabega, da se moraš od tega umakniti. In pol še, če imaš kakšne prijatelje, ki ti tukaj še svetujejo, bodo tudi te osebe energetsko začutile to energijo in to koso in to vrano in tukaj bo jim nekaj smrdelo pri vsem tem, ne, nekaj ne bo v redu, ampak v bistvu ta oseba globoko v sebi skriva to energijo. In prej smo imeli, kot sem rekla, kraljico palic, tukaj pa imamo kralja palic. In to gre za v bistvu ta power couple ali pa divine couple, se pravi nek duševni par. Gre za neke dve osebe, ki sta si namenjene. Zdaj, če je to romantični odnos, gre za neke osebe, ki so si romantično namenjene, če gre za poslovni odnos, je to tudi nek odnos, ki lahko res poslovno zelo dobro funkcionira. Če gre za nek družinski odnos, glih tako je to neka oseba, ki ti daje neko podporo ali pa ne vem, karkoli. Seveda pri vsakemu bo to malček drugače. Ok, zelo zanimiv vpogled, mi je zelo všeč, kako se to razvija. In dajmo zdaj še 3 karte vesolja, da nekako vse to zaključimo in naredimo nek tak končni, nek zaključek. The Fool. Ja, gre za nek velik drzni korak in tle imamo v bistvu svet. Karta svet je v tarotu zadnja karta velike arkane. Karta norec je pa prva karta in gre za to, da v bistvu, če razčistiš to osebo na pravi način, če tukaj rešiš te konflikte, če verjameš, da ta oseba v bistvu, če premagaš te dvome in te strahove in sprejmeš to ponudbo, ki bo izgledala bolj kot ne slabo, mislim slabo, ni nujno da slabo, ampak ne bo nekaj ful velikega, ne bo za nekaj, mogoče pričakuješ več od te osebe. Sploh, če gledaš tlele, ne, ta oseba ima tle 6 novcev, ta pa ima samo enega. Ampak, če boš premagal te konflikte znotraj sebe in če boš premagal te strahove, da ti ta oseba v bistvu hoče škoditi, boš prišel do tega, se ti bo počasi razkrila ta slika, da je ta oseba v bistvu dosti boljša, kot je v resnici. In to je marsikdaj problem, sploh kadar poslušamo druge ljudi. Drugi ljudje nas hočejo odvrniti od tega, da mi poslušamo svojo dušo. Zakaj? Zato, ker se bojijo, da če ti poslušaš dušo, da se boš spremenil, da boš v bistvu zrastel in drugi ljudje, sploh tisti, ki ful zaupajo egotu, nočejo, da ti zrasteš. Zakaj ne? Zato, ker bojo oni ostali spodaj in oni potem se počutijo manj vredne in zato te na vsak način hočejo prepričati, ta ima ziher slabe namene, to nekaj mi smrdi, tukaj nekaj ni v redu, ampak globoko spodaj pa ta oseba skriva nekaj dosti boljšega, dosti kvalitetnejšega. In recimo prej smo imeli tistega paža, ki je bil nekako, ki je predstavljal tebe, paža z ovnom, ko sem rekla, in ta ima v bistvu kozo. Tukaj je neka koza, če se ne motim. Mislim, ne koza, pardon, ovca. In ovca ti daje volno, ne. Volna je mehka, lahko jo daš v kovter, lahko jo daš v polšter, se pravi nekaj udobnega, nekaj toplega. In še ogenj ima, ne. Torej, gre za neko osebo, ki globoko v sebi skriva nekaj dobrega, ampak jaz bi rekla, da ta oseba
tega ne pokaže drugim ljudem. In če pride do tebe, bo naredila kot prvo, bo naredila nek drzen korak. To bo za njo nek res drzen in velik korak. Zato moraš tudi ti razumeti, da zato pride s tako majhno ponudbo, ker določene osebe v bistvu pridejo z manjšo ponudbo zato, ker hočejo videti, kako se boš ti odzval na to. In če začutijo, da ti verjameš njihovi energiji, da jim ti zaupaš, takrat se potem šele odprejo. In recimo, jaz sem tudi taka po karakterju, ne. Jaz nikoli se ne recimo, jaz vedno pristopam počasi do ljudi in počasi odpiram, ne. In kadar vidim, da si nekdo res zasluži mojo pozornost, da si nekdo res, da mu lahko zaupam, ne vem, neke pomembne stvari ali pa da mu lahko, da lahko ustvarim z njim neko dobro vez, takrat šele jaz v bistvu pokažem tisto svojo pravo naravo, tisti svoje prave stvari, ne. Navzven dostikrat delujem tudi jaz bolj recimo takole. Zakaj? Zato, ker če razkažeš vsem to, kar imaš, pač pol to ni point. Določeni ljudje si pač tega ne zaslužijo. Ne zaslužijo si te ljudje tukaj, ki tega ne znajo videti, ki zaupajo egotu, ki zaupajo svojim strahom. Te si ne zaslužijo v bistvu tvoje dobrote, si ne zaslužijo tiste tvoje prave pristnosti, tistega tvojega, tistega res, kar nosiš ti v sebi. In ta oseba je v bistvu glih taka, ne. Ta oseba šele, ko bo začutila, da ji ti verjameš, da ji ti zaupaš, takrat šele bo pokazala počasi tale svoj pravi temperament in svoje prave v bistvu namere, ki so dosti večje kot to, kar bo ona pokazala. In zdaj, če ti to vse uspe s to osebo na pravilni način skomunicirati, če uspe priti do tega lepega zaključka med vama, se potem v bistvu dvignete na višji nivo. Se pravi, vsakeč, ko prideš ti do karte Svet, se potem v bistvu greš v nov energetski cikel. In zdaj smo recimo tudi v takem obdobju, ko se začenja nov energetski cikel, se je že začel par dni nazaj počasi nekako uvajati. Jutri na polno luno bo v bistvu to nekako bolj intenzivno in od jutri naprej bo vse bolj intenziven ta novi cikel. In zdaj tisti, ki bojo uspeli tukaj v tem obdobju, ko se dogaja še ta izmenjava, ne, ker noben cikel se ne začne iz danes na jutri, to se energije počasi premešavajo skupaj, tako kot kadar pečeš pecivo, dajaš v bistvu počasi recimo sestavino notri, neko zlivaš, ne zliješ vse od enkrat, ne, moraš počasi in z občutkom in tako se tudi energije počasi čistijo. In se pravi, kadar ti v bistvu neke lekcije predelaš, ko jih opraviš, greš na višji nivo, se pravi, pridejo do tebe pol težje izkušnje, greš v nek nov nivel, recimo, kot v igricah, ne. Se pravi, ko narediš nek določen nivel, greš potem v težji nivel in tisti nivel je bolj zahteven seveda, ampak imaš ti že določeno znanje, zato v bistvu je bolj zanimivo vse skupaj, ker če bi šel spet v isti nivel s tem znanjem, bi bilo pač dolgočasno, ga narediš zelo enostavno in v bistvu ne dosežeš nič boljšega. Zdaj tisti, ki teh lekcij ne bojo naredili, bojo šli spet nazaj v isti nivel, ampak to je dobro tudi, to ne pomeni nič slabega, pomeni samo to pač, da nisi določenih lekcij predelal in da moraš iti na nek način še enkrat določene lekcije naštudirati, predelati. Tako da nima veze v bistvu, ali greš ti na višji nivel ali nižji nivel ali ostaneš na istem nivelu. Pomembno je to, da tukaj zaključiš cikel, se pravi, da se tukaj to lepo, ta komunikacija nekako uravna. Ja, evo, judgment. To je sodba. Cela ta preizkušnja bo na nek način test vesolja. Ali si ti pripravljen na nove stvari, ali si pometel prah, ki si ga skrival pod preprogo. Se pravi, vse probleme ljudje radi recimo jih poteptajo nekje v globinah, ne, in zdaj, če primerjamo tole osebo, ta je čista oseba, tukaj pa imate še neke neraščiščene stvari, ne. Tako da v tem odnosu je zelo pomembno, da pride do tega, da se razčisti ta komunikacija, da se tukaj razreši vse to, kar se ima za razrešiti. In dajmo še pogledati zadnjo karto, As kelihov, evo. Poglej zdaj, kakšna ponudba pride. In ta karta je povezana s to osebo. Ta karta je v bistvu povezana bolj s tabo. Zelo možno je tudi, da ja, tukaj imam v bistvu zdaj še eno sporočilo, ne.
zdaj, ko si pogledal vse to, pol lahko že dobiš tisti občutek, ok, zdaj razumem, zdaj pa bom jaz to vse drugače, ne, tista lažna samozavest in potem, ko pride ta oseba s to ponudbo, si ti že v bistvu 3-4 korake nad njo in tukaj lahko v bistvu narediš napako. Zato pazi, da ne boš zdaj preveč samozavesten in zdaj preveč pameten v smislu, zdaj pa jaz vem, kaj je to. Pač še vedno na nek način probaj pozabiti vse to, v bistvu ne pozabiti, ampak kako bi to opisala? Pač zavedaj se, kaj se dogaja. Pomembno je, da ti veš, kaj se energetsko dogaja, kaj ta oseba skriva, ampak ne zdaj ti priti kot en norec, kot en bučko in v bistvu to osebo razkrinkati. Ker če ti prideš sem in tej osebi rečeš, v bistvu jaz vem, da ti skrivaš dosti večjo ponudbo, ali pa da tako pristopiš na tak način, preveč suveren, preveč samozavesten, boš izpadel kot norec in v bistvu padeš na izpitu, ne, padeš na tem levelu. Ti moraš biti v bistvu, visoka svečenica je nekdo, ki ve, ki pozna vse skrivnosti, ampak ona v bistvu ve, katere skrivnosti povedati, katere ne povedati. Tako da tukaj je zelo pomembno, da kadar se zavedaš, zdaj, ko vse to veš, da narediš isto, kot bi naredil, če tega vsega ne bi vedel, samo da lažje premaguješ te notranje strahove. To je vse. Ne biti preveč, če boš zdaj preveč bel konj, pa greš lahko spet v napačno smer. Tako da moraš to še vedno uravnavati, še vedno moraš imeti te energije pod kontrolo. Se pravi, ko pride ta oseba, da se zavedaš, da ima majhno ponudbo, ampak da je ne zaradi tega v bistvu, da je ne nekako soočiš s tem ali pa ne vem, kaj takega, ne. Zelo možno pa je, da v bistvu tudi če, da potem, ko ti recimo, ko pride do te komunikacije, če to pravilno opraviš, bo ta oseba zelo kmalu razkrila, da ima dosti večjo ponudbo in to je to so čustva. Se pravi, gre ne samo za nekaj materialističnega ali pa neko tako, kaj bi rekla, ne vem, se pravi, te povabi recimo na zmenek oziroma ti nekako pove, jaz sem pripravil to in to, prideš zraven in recimo imaš lahko dvome, ampak ta oseba skriva dosti večjega, nekaj dosti večjega v sebi. In zdaj, če ti sprejmeš to in greš, ampak ne greš kot norec, greš samo kot norec v smislu, da narediš ta pogumni korak, da premagaš strahove pred tem, pred to sekiro. In to je vse, ne delati neumnosti, ne biti zdaj preveč domišljavi, ne biti preveč, kako bi rekla, ne najdem pravih besed. Ampak jaz mislim, da razumete, o kaj mislim. Pač sprejmeš to ponudbo, ampak jo sprejmeš, ker sprejeti to ponudbo bo za marsikoga v bistvu težava, bo za marsikoga izziv. Glih zaradi tega, ker nekako začutiš, da kot da nekaj sumljivega se skriva zadaj. Pač sprejmeš to ponudbo, ampak nisi zdaj spet neki neumen, tako, pač moram reči točno tako, pač ne biti neumni v tej situaciji. Še vedno moraš uravnavati te konje v glavnem. In potem, ko to sprejmeš, to je zate nek test, nek izpit. In če ta izpit narediš, boš ugotovil, da ta oseba ne samo, da skriva nekaj dobrega v sebi, ampak ta oseba ima do tebe zelo močna čustva. Zdaj, v poslovnem svetu, če to ni romantični odnos, je to nekaj, v bistvu neka oseba, ki ti zelo, zelo, zelo zaupa. Navzven bo izgledala, kot da ti ne glih zaupa, recimo, bo prišla s kakšno pogodbo, ki bo taka pogodba, ki bo imela notri en kup enih stvari, ko se vprašaš, pa dobro, ne, kaj zdaj, a bomo se šli poslu ali se bomo gledali, kje bo kdo naredil kakšno napako, da se bomo pol tožili, ne. Ampak, ko ti to enkrat sprejmeš, lahko se zgodi recimo, da pol ta oseba, ko vidi, da ji zaupaš, ko vidi, da si premagal ta strah, recimo strga to pogodbo. To je zdaj spet samo ilustracija, to ne pravim, da se bo to res zgodilo, da bo, mislim, mogoče se tudi to dejansko komu lahko zgodi, ne vem. Ampak, se pravi, to je ilustracija, da jaz lažje te energije opišem. In v bistvu pol prideš do zaključka, da ima ta oseba dosti, dosti, dosti več zaupanja v tebe in v bistvu dejansko te vidi kot nekega dobrega poslovnega partnerja. Za romantične odnose pa recimo, če sprejmeš to neko ponudbo in ta oseba bo tako, mogoče gre za neko osebo, s katero si nikoli nisi mislil, da bi te pritegnila ali pa da je prava zate ali karkoli, ne, in potem v bistvu ti greš na ta zmenek ali karkoli in se imaš v bistvu ful dobro, ker je ona tvoja sorodna duša recimo
in ugotoviš, da je ta oseba dosti boljša, kot si mislil na začetku. In potem, ko se ti z njo sprostiš, ko premagaš te strahove, ti v bistvu ta oseba zaupa in pokaže, da ima dosti večja čustva do tebe. In zdaj, na nek način potem vidiš, da je to, se ustvari ta ljubezen, ta povezava, ta neka lepa izmenjava. In ta ženska je gola. Golota je v tarotu v bistvu popolna iskrenost. Ta se še vedno se malček skriva, ne, malček je še vedno nerodno, ni zdaj, da bo se kar razkazala, ampak pa lahko ta v bistvu, ta odnos pelje do te zelo lepe združitve. Ne vem, nekako čutim, da bi jaz dala še 2 karte za konec. Ena za to stran, eno za to stran. Recimo, če upoštevaš vse te nasvete, če pravilno, ne vem, nekako bi rada, wow. Zanimivo. 10 kelihov in zdaj imamo tle 9 mečev. 10 kelihov, to je v bistvu, evo, to je to, kar smo se pogovarjali, ne, popolna združitev, sodelovanje, zaupanje, in ta 9 mečev pa tukaj bolj govori o tem, da bojo vsi te strahovi premagani, da bo ta ljubezen v bistvu premagala vse te strahove, ki so bili prej, v bistvu ta hudičeva energija. Dajmo še eno karto. Okej. Čakaj. Tukaj bi jaz, to moramo še tudi raziskati, to je zelo pomembno. O, moj bog. Kaj imamo tle spodaj? Aha. Ker to zdaj prav tako zanimivo zgodbo govorijo, ne, na nek način, v bistvu, nekako glih to, no, to je ta hudičeva energija, ne, nekako te 2 osebe se združijo in to v bistvu te karte samo povejo vse, kar smo se do zdaj pogovarjali. In je v bistvu ta hudičeva energija, ki vpliva na to, da sploh ni bilo zdaj do združitve, ni bilo komunikacije mogoče celo, ker tukaj je ta otroček sam, ne. Potem imamo tukaj te 2 osebi, ki se spopadejo, ne, ki rešujejo ta konflikt, in potem v bistvu tukaj je ta energija uničena, ne. Te 2 osebe v bistvu najdejo moč, da to energijo uničijo. Zdaj tukaj bi recimo lahko to bila tudi ta oseba, ampak ni, ker ne vidim razloga. To mi je v bistvu glih to, da vse te meče, to je mogoče ego, ne, ego uničijo, ampak dajmo še eno karto, ki bo tukaj nekako, ja, evo, Justice. Justice je pravica, popolno ravnovesje. Okej, super. V bistvu, ja, to je taka res zanimiva izkušnja in wow, ne vem, mislim, jaz ne vem, jaz upam, da bo ta vpogled komu pomagal. Jaz, če sem tle pomagala eni osebi, je to vse, ker ta zgodba je pa res fenomenalna, zelo zanimiva. Tukaj dobiš svojo moč in v bistvu moč nad temi strahovi, moč nad tem, da se ego podreja vsem tem strahovom. Potem pride tle do tega konflikta, ampak ta konflikt in ta razrešitev v bistvu pomaga te demone uničiti in tukaj potem pride do pravice, do popolnega ravnovesja. Okej, hvala, ker ste bili v moji družbi. Ta vpogled je bil zelo dolg, ampak je bil zelo pomemben in lahko, da je bil pomemben samo za eno osebo in to je vse, kar je bilo tukaj pomembno. Se pravi, da nekdo, če se tukaj prepoznal, če je tukaj najdel neko rešitev in če je tukaj najdel neko moč, je to super. Se pravi, delajte z glavo, ne biti norci, razumite, da so to, kar se pogovarjamo tukaj, so energije, to ni ego, zdaj ta oseba iz egoističnega, se pravi iz perspektive človeka, ne ve vsega tega, tako da ti imaš neke notranje informacije. Ne teh informacij izkorišča, zato ker pol si lahko narediš samo več problemov. Delaj še vedno v bistvu iz perspektive ega, ampak zavedaj se, da imaš ti zdaj vse to znanje, da ti vse veš, kaj se dogaja v bistvu v 5. dimenziji med vama dvema in pristopaj počasi, ne zdaj preveč previdno, ampak ker ta norec je še vedno pogumen, moraš biti pogumen, ampak
previdno pogumen. Se pravi, če greš recimo, to je tako, če dirkaš po cesti, ne dirkati po cesti, to je samo ilustracija. Če dirkaš po cesti, si lahko pač kot 18-letnik, ki si recimo, ne vem, malo bolj neumen, malo bolj preveč predrzen in delaš neumnosti, lahko pa dirkaš s pametjo, In še enkrat, ne dirkati po cesti, jaz tega nobenemu ne govorim. Ali pa recimo, dajmo reči na dirkališče, če greš na dirkališče in tam dirkaš, imaš lahko lepo vožnjo, tako kot imajo recimo na MotoGP, ali pa na formuli, ki so profesionalci, ki dirkajo, imajo zelo zmogljive mašine in se vozijo z nenormalno hitrostjo, ampak vejo, kaj delajo. Zdaj pa, če priješ ti prvič na dirkališče, pa če si, spet moraš biti pogumen, moraš biti po gasu, ne moreš po dirkališču voziti 50 km/h. Seveda greš malo več, na 80, 100, 120, ampak počasi, dokler ne dobiš feelinga. In ko dobiš feeling, takrat lahko malo več si upaš, ampak spet, če si potem daš preveč samozavesti, pa spet lahko narediš napako. Zato tukaj je pomembno, da si te informacije razlagate kot da veste, da je vse to nekako energetsko in potem počasi lepo tukaj odkrivajte, kot da bi ti zdaj dobil, v bistvu bi pogledal, bi prebral obnovo filma in pol ga v bistvu gledaš, ampak ne poveš vsem, kaj se bo zgodilo. Pač ti si jo zdaj prebral, zdaj pa počasi gledaš, kako se ta zgodba v bistvu v filmu dejansko odvija. Nekako tako. Okej, to je za danes vse, kar se tiče iz perspektive ovna. Zelo zanimiv pogled, jaz sem prav uživala. In ja, se vidimo spet v kakšnem drugem pogledu. Čau, čau!